Dobrodošli v pogovorni oddaji Sled življenja v življenju, kjer predstavljamo izjemne zgodbe, ki osvetljujejo vrednost in lepoto vsakega človeškega življenja. Morda se boste v nekaterih zgodbah tudi sami prepoznali. Če bi želeli vašo zgodbo podeliti z nami, nam pišite na info@zavod-zivim.si. Maja, dobrodošla v našem studiu. Hvala, da si se odzvala na povabilo. Sem zelo vesela, da si danes z nami, da boš predstavila svojo zgodbo. Midva sva se spoznale, ko si prvič poklicala zaradi nosečnosti, ki je tudi predstavljala neko stisko zate in za vašo družino. Ampak preden se dotakneva tega dela zgodbe, te vabim, da nam vsem, danes gledalcem, zaupaš nekaj ključnih točk, ki so najbolj oblikovale tvoje življenje. Lepo pozdravljena, Katarina, hvala za povabilo. Ključne točke mojega življenja, jaz bi začela kar sedanjostjo. Kako vidim v bistvu na stvari sedaj. Jaz mislim, da je za to, da življenje teče, pa ne življenje v kronološkem smislu, ampak v smislu nekih odnosov in razvijajočih se odnosov in napredka, evolucije, se mi zdi izredno pomembno, da je človek odprt, da je človek enostavno, težko bi drugače rekla kot z besedo nepopoln. Se pravi, da človek dopušča eno mero tistega nepredvidljivega, neznanega in se odloča nekako iz nekih globih notranjih vzgibov. Jaz sem do te točke prišla, jaz mislim, da ljudje, ki so zelo nagnjeni, pa to je zdaj v tem času izredno moderno, k perfekcionizmu in k enem močnem nadzoru nad stvarmi, da nimajo, taka drža ne dopušča enega takega ustvarjalnega potenciala, kot ga jaz čutim, da to življenje, ki dopušča neko šibkost oziroma nepopolnost, ne vidim tega, da bi perfekcija to lahko omogočala. Tako da jaz sem prišla do tega, da enostavno sprejeti se v trenutku tak, kot si, da to omogoča nek odnos, da to omogoča nek pretok in da se lahko v bistvu s tem, ko se vržeš, prepustiš, da to enostavno odpira še širše sfere. Taka je moja izkušnja. Tudi, če bi ponazorila, naprimer, ko grem, plavati v morje, ne bom prej naredila cele analize vode, ampak zato, ker hrepenim po tisti vodi, ker bi rada plavala, enostavno zaplavaš, potem pa naprej. Tako da meni se zdijo te točke se mi zdijo ključnega pomena, da človek prepusti na enem delu, sicer seveda se potrudi s svojimi moči so nam dane, gremo s svojim znanjem, s svojimi spretnostmi, kolikor moramo, ampak na ključni točki v življenju pa je treba tudi stvari prepustiti. In mislim, da se bomo tekom pogovora še dotaknili takih točk. Ja, res je, ena izmed teh stvari, ki jih moraš prepustiti, je včasih tudi nadzor nad življenjem samim, kar pomeni ustvariti družino. Tam smo najbolj ranljivi, tam moramo včasih najbolj prepustiti, kaj se dogaja. A si ti vedno sanjala o družini? Ne, sploh ne. Jaz sem iz ene manjše družine, tudi ločenih staršev, imam izredno kar nekaj mlajšega brata. Tako da jaz nisem si v določenem obdobju mladostništva sem celo mislila, da se ne bom nikdar poročila. Oziroma, težko sem si predstavljala, tudi otrok si nisem predstavljala. Sem pa odvedno hrepenela po življenju v ljubečem okolju. In prav spomnim se pouka nemščine v srednji šoli, smo imeli eno lekcijo, česa se bojiš. In jaz se spomnim, da so bile možnosti, jaz se bojim vojne, pajkov, in jaz sem se odločila, da se pa res bojim življenja brez ljubezni. Tako da, ampak v življenju pa se nisem toliko obremenjevala, nisem, kako bi rekla, analizirala, ali da bi načrtno iskala, ali moža, ali
V življenju sem v bistvu kar dobro prisluhnila določenim sporočilom, ki so me nekako pretresle ali pa ganile. Naprimer, ko sem bila enkrat kot dekle v Benetkah, tisti dan je bil izredno poln, gledali smo se tisoč in tisoč stvari, ampak jaz sem zašla v tisto cerkev, kjer je Michelangelovo stvarjenje in pod tisto fresko sem enostavno dobila en tak globi, en tak občutek, nekaj me je premaknilo in sicer nagovorilo me je v smislu, si pa res želim dobrega moža, ljubečega moža. In to se spomnim, da je tak močen občutek, ki ga prej pač o tem nisem razmišljala. No? Pa tudi kasneje potem ne, ampak določene stvari v življenju sem res prepustila in potem, bom rekla, mi nič ne manjka zdaj, kaj bi rekla. Ljubezen torej, po kateri si hrepenela, Ja. brez katere si nisi predstavljala življenja, ti potem res našla, a ne? Našla si moža in sta ustvarila skupaj ljubečo družino. Ja, jaz bom rekla, nič ni samoumevno, ne ljubeč mož, ne otroci zdravi in tudi moje zdravje ni bilo nikdar samoumevno, so bile določene resne težave, tudi služba, enostavno so bila desetletja, ko so se določene od teh stvari uredile, ampak nekako s potrpežljivostjo in v odnosih, kot sem rekla, da življenje teče in sproti se stvari nekako odkrivajo. Tako da določene stvari se šele zdaj, po res večjih desetletjih postavljajo res na tisto mesto, kot naprimer bi si želela, ja. No in tako sta potem s fantom se poročila, postala družina, ko sta sprejela 2 otroka. Kako je šlo te prvi 2 nosečnosti? Kako sta potekali? Jaz imam 3 otroke. Enostavno, bom rekla, vsaka nosečnost je bila zgodba zase. V prvi nosečnosti sem vztrajala do konca pri delu in tudi zelo hitro se vrnila na delo. To mi je bilo izredno pomembno. Tudi prvi otrok je bil izredno velik, smo se lahko ukvarjali, potovali. Zdaj v drugi nosečnosti so se pojavile zdravstvene težave, ki so kasneje se tudi pri otroku majčkeno kazale, ampak če bi jaz lahko takrat zavrtela malo film naprej, pa da bi imela možnost pogledati to moje življenje, tega mojega otroka, kako je vesel, empatičen, radoživ otrok je to, jaz se ne bi toliko obremenjevala in v bistvu sekirala, ne bi bila tako v stresu v tistem obdobju, tako kot sem bila. Naprimer, se pojavijo težave, seveda stvari te skrbijo, ampak če bi imel možnost malo prevrteti film naprej in videti, da iz teh stvari ne bo nič kaj strašnega, potem bi bil bolj miren. Tako da prvi 2 nosečnosti in prve 2 otroka sva sprejela, res z enim velikim veseljem, čeprav nisva imela, bom rekla, določene stvari v življenju še niso bile urejene, tako kot bi mogle biti, naprimer, da bi se, naprimer, teoretično ena družina počutila zdaj varna, ne? Mislim na dom, mislim na službo, mislim na končanje študije, takrat še veselo v zraku, tako da ampak to so bile take, bom rekla, drobne stvari, ki so sproti tekle in te stvari zadevajo mnoge, ne? To ni neka posebna zgodba. Ne? Ja, 3. nosečnost je bila pa majčkeno posebna zgodba. Zdaj prijeva pa do 3. nosečnosti, pa do klica. Ja, zdaj v 3. nosečnosti, če postopva en korak nazaj, po v bistvu porodu, po rojstvu drugega otroka, kar nekaj let potem, se je meni zdravstveno stanje močno zapletlo. Jaz sem bila pač 1 mesec hospitalizirana na nevrološki kliniki, na intenzivni negi, pri rosnih 36 letih, kar se tudi po pripovedovanju zdravnikov ne dogaja zelo pogosto, se pa dogaja. Tako da taka stvar te izredno prestraši. Določene stvari si v življenju drugače organiziraš oziroma
pač veš, da jasno je, da je treba za svoje otroke, ki jih imaš in za sebe, kar najbolje poskrbeti. Seveda odgovorno pristopiš k temu. Zdaj sem imela ogromno pregledov in na podlagi tistih pregledov, ki so bili takrat, je tudi konzilij porodnišnice, kjer sem rodila obi prvi deklici, nekako izdalo negativno mnenje za nadaljnje nosečnosti. Tako da jaz sem se mogoče že malo sprijaznila s tem, da bom pač imela 2 otroka in je to, ne. Zdaj seveda jaz sem imela nadaljne preglede in nadaljni pregledi so bili zelo pozitivni in tako. In seveda tudi zgodila se je ta 3. nosečnost, ne, za katero smo se na začetku zelo ustrašili. Kaj zdaj to pomeni za mene, kaj zdaj to pomeni za našo družino. Zdaj nekateri zdravniki so jasno na podlagi izvidov, ki so bili takrat toliko let nazaj, so zelo previdno, vsi so previdno reagirali. Ne? Tako da lahko kar direktno povem, da mi je bila svetovana prekinitev nosečnosti v čim bolj zgodnjih tednih, se pravi v 1. do 7. teden oziroma do 10. tedna so bili ti pritiski strani zdravnikov, da bi bilo pač to enostavno ena taka najbolj varna pot za vse, so bili veliki. Oziroma jaz sem tako občutila, pač slišala sem v smislu trditve, v smislu, imate 2 zdrava otroka, morate za njih poskrbeti, jaz se to zavedam. Slišala sem v smislu pač tako, kot neka, vse skupaj je bila ena taka velika grožnja in si pod dilemo, ne, jasno. Za tvoje življenje. Seveda, ja. Tudi za tvoje življenje in s tem življenje tvojega otroka, ne? Ja, tudi direktno sem slišala, želite, da so vaši otroci sirote, ne, tako. Jaz sem to slišala in sem vedela, da zdravniki to pač enostavno mi pripovedujejo iz velike skrbi. Jaz sem razumela, da tudi njih zelo skrbelo, da niso vedeli, da so se soočili že s številnimi situacijami, ko je bilo življenje nosečnice ogroženo. Jaz se to zavedam, da so pač oni naredili vse. Je pa res, da človek je lahko malo v stiski anksiozen pod hormoni in tudi zdravnik je lahko anksiozen, pa mečkan prestrašena. Tako da tukaj so bila, k sreči so bila različna mnenja. Zdaj, ta prvi feedback je bil tak zelo v smislu prekinite čim prej. In jaz sem takrat se tako zbrala, no, da sem pač vedela, da vem, čas teče in to je težko čakati, ne, ampak vseeno zbrati misli in pomisliti, na koga se lahko obrneš. In ko sem jaz poklicala na Zavod Živim, sem bila nekako kar prepričana, da bo pač treba prekiniti to nosečnost. In sem nekako bila, za sebe sem želela poskrbeti, ne? Za to, da bom jaz lahko okrevala po tej izgubi, bom rekla, jaz se še nisem nikoli s tem soočila in prebrala sem si vse, kako pač potekajo te prekinitve. In tudi takrat sem poklicala. In meni je bilo, ne mislim, da mi je bilo vse všeč, kar sem mi povedala. Sicer jaz sem bila prepričana, da bom, če bom poklicala, da me bo nekdo tukaj silil, da naj pač ne naredim, ampak jaz sem doživela to, da sem doživela podporo. Pač jaz sem doživela z vaše strani sporočilo v smislu, ti boš pač naredila, kar čudaš, mi pa te bomo podprli, povej, kaj rabiš. To mi je bilo zelo dragoceno, da pač ni bilo nekega pritiska, ampak samo, glej, pojdi počasi, razmisli, kaj rabiš, ker ko te nekaj takega zadane, razmišljaš vse naenkrat. In meni je bilo izredno dragoceno, da ste mi omogočili čez kakšne čisto banalne stvari, ne vem, kje bom pa parkirala, ne vem, bom iskala kar naprej parkirna mesta, pregledov je veliko, ne, lej, a rabiš to, lahko ti pomagamo, ne. In to mi je bilo zelo mi je bilo bom rekla, oporo, ko smo takrat sredi korone skupaj šli na tisti pregled, ki sem se ga najbolj bala. Pa v bistvu nisi nič naredila, sedela si tam, ampak v bistvu občutek je bil drugačen, ni bilo tako tragično, ni bilo tako napeto in na koncu smo se smejali. Tako da, ja, ta tretja nosečnost,
tukaj sem bila jaz kar pod enim, ne samo jaz, seveda tudi moj mož, cela družina, je bila pod enim takim pritiskom. Pa hkrati kako velika je odgovornost zdravnikov, ne? Ja. K sreči, seveda so tudi oni imajo svoje mehanizme in so oblikovali v konzili, ko se je razširila ta stvar, ko so se vključili vsi ključni zdravniki, ki so mene poznali, naprimer, seveda so mi podali eno tako, nihče mi ni želel podati pozitivnega mnenja, ne, tukaj je bilo izredno velika odgovornost še vedno na meni, ampak to je bilo en tak težek moment, ki takrat je trajal večno, če pa zdaj pomislim, da bi tako, kot sem takrat rekla, da bi malo prevrtela naprej, pa bi videla, kakšen je izid, se spet ne bi tako prevrtela. Ampak enostavno tisti stres je potreben, da vložiš noter čim več moči in prositi za pomoč. To pomeni, da si izredno želiš to situacijo rešiti. Ne pa, da bi bil mogoče v stiski zato, ker prosi za pomoč. Tako da do 10. tedna so bili nekako pritiski veliki. Zdaj, tako mi je bilo tudi rečeno, da na začetku bo lahko, ampak da se bo meni zapletalo proti koncu nosečnosti. Tako da proti koncu nosečnosti sem se tudi odločila za en tak umik, da sem pač enostavno si podarila to, kar sem rabila zase in za otroka, in v bistvu izid je bil popolnoma normalno, je vse skupaj potekalo, cela nosečnost z nobenimi kakšnimi pretresljivimi, pač stvar je bila samo v spremljanju, v res zelo, bom rekla, pogostem in pazljivem spremljanju, ampak stvar je v bistvu stekla do konca in jaz sem to čutila, no. Mene je zdravnica vprašala, kako se počutite, jaz sem rekla, nikdar boljš. Pa je bila kar malo huda. Ampak res sem se dobro počutila in sem sama pri sebi čutila, da bom jaz to zmogla. In to je za mene ena taka velika potrditev bila, ker če bi rekla, ne zmorem, bomo prekinili, potem bi v bistvu potrdila to, da sem jaz res nekaj bolna, da je z mano res nekaj narobe. Mislim, čisto laično, če razmišljam, to je za mene bila res ena velika potrditev, da sem zdrava, da živim, da zmorem. In spomnim se, potem si rodila sinčka, spomnim se tistih prvih pogovorov po porodu, ko si rekla, sploh ne moram spati, samo gledam ga, kako lep je. Ja, to sem v bistvu vsakega otroka, tudi ta prvo, ki se rodi, je pač neverjetno, posebne čustva te preplavljajo v takih trenutkih, tako da ja, eno tako veselje, jaz tako gledam zdaj na to, da nisem ohranila oziroma obvarovala, če sem imela ta mehanizem samo tega življenja, ampak sem v bistvu cela družina je v bistvu zavibrirala čisto na drugačen način, ker v bistvu dekleti sta dobile bratca, mož je dobil sina, jaz sem dobila sina, mislim, to je, cela družina se je spremenila. Torej, danes si vesela in hvaležna mamica 3 otrokom, 2 hčerkam in enemu fantiču, ki veselo zunaj razgraja, medtem ko midve tukaj se pogovarjava. In kako se počutiš zdaj, kako zdaj mogoče tudi z možem gledata nazaj na vse to, na vse te preizkušnje? In kakšni so tisti občutki, ko se zavedaš, da mogoče zaradi teh pritiskov, ki si jih doživljala v začetku nosečnosti, morda tvojega sina danes ne bi bilo? Ja, nazaj se zelo malo vračam, moram reči, zato ker enostavno nimam časa. Tako da, v bistvu za nazaj se mi zdijo dragocene stvari, ki sem jih podčrtala v življenju in ki jih rada delim. Zato sem tudi danes tukaj in sem hvaležna, da si me povabila na to oddajo. Zdaj, jaz sem takole razmišljala, nosečnica, to je en tak velik dogodek za, bom rekla, ni nujno, v kakršnikoli pogojih, na kakršenkoli način živi ženska, ko zanosi, je to pač ena sprememba oziroma en pripetljaj za širše okolje. In to okolje zavibrira, a ne, s to informacijo ali kakorkoli bi temu rekli.
In jaz to gledam tako, da pač to okolje zavibrira na strune preteklosti. In edino ženska, ta nosečnica, pa ima potencial za tega otroka in ima tisto, kar bo ta otrok rabil za prihodnost. Tako da jaz vidim, tako da v tem trenutku, ko je bilo mogoče, ko je bila stiska zaradi nosečnosti, pa se je v bistvu, da vsaka nosečnost me je ničkrat prestrašila, ampak ta tretja pa res močno. In v tistem trenutku čutiš eno veliko nemoč. In ko bi vedeli, da ravno v tisti največji nemoči, da se v bistvu v zadju skriva, oziroma se nič ne skriva, ker enostavno samo obrneš pogled in vidiš, da je ogromna moč. Kakšno moč imaš ti kot ženska nosečnica za to, kakšno bo življenje naprej. Tvoje, otrokovo in tudi od okolja. Saj ne moreš imeti spet vsega pod nadzorom, da boš vedel, kako bo nekdo reagiral, ko se bo ta otroček rodil. Zdaj lahko je trenutno stanje tako, ampak stvari se spremenijo. In jaz mislim, da so stvari, ki enostavno nas ne smejo omejevati. In to so pač materialne stvari, to nas ne sme omejevati, ker stvari se dobijo. Odnos pa teče ali pa ne teče, tukaj imamo pa mi veliko odgovornost, da se odpremo ali priznamo, da pač en del mogoče ne zmoremo vsega nadzorovati, obvladovati, ampak prepustimo, se vržemo in zaupamo. Meni se zdijo to življenjsko pomembne karakteristike, no? Tako, kako se tudi človek obnaša, obrača. Tako. In je tako, preden smo začeli s snemanjem, smo se pogovarjali, kako je zanimivo, ko se obrne. Videla sta potem sprejela to življenje kljub veliki stiski. Kljub vsem upozorilom sta se odločila za življenje in je v bistvu nosečnost potekala v redu, in je s fantkom vse v redu, in je z vašo družino vse v redu. In celo zdaj, ko je že sin tako velik, ko bo lahko šel v varstvo, si dobila službo. Ja, jaz sem zdaj v fazi podpisovanja nove pogodbe na novem delovnem mestu, ki mi bolj ustreza. Spet vidim eno novo priložnost v mojem osebnem in profesionalnem razvoju, tako da stvari se pač kar odvijajo. Ko vstopiš v tisto, kar je pravo, ko vstopiš v življenje poskrbi za prave dogodke. Ja, prepustiš in mislim, izredno sem tudi to lastnost imam, da sem izredno hvaležna. Res sem hvaležna za marsikaj, tudi za stvari, ki sem jih do zdaj doživela, pa mogoče niso tako prijetne. In s to naravnanostjo pač ne moram reči, da kaj ne gre, ker enostavno stvari grejo in so odprte in vem, da tisto, kar se še ni zgodilo, pa naprimer si želimo ali pa stremimo, da se še bo. Super. In za konec ti moram postaviti vprašanje, ki ga vprašam vsakega svojega gosta. Kaj bi svetovala mamici, ki razmišlja o splavu danes? Jaz bi svetovala to, kar si ti meni. Ti si meni rekla, lepo si mi povedala, da zdaj si pač polna hormonov, čustev, da pusti to je vse zelo glasno in te še bolj bremeni. Pejdi vase, pejdi v tišino. To je zelo težko v takem momentu, ampak že to, preigrati, pomisli, kaj bo pa čez 1 leto, ali pa čez 3 leta, ali pa čez 5 let, a je kakšen drugačen izhod iz te stiske, ali vidiš kje, da se bodo stvari premaknile, ker stvari se res premikati začnejo, ko enkrat posežeš v eno spremembo, je pa težko. Jaz razumem ženske in nekako se mi zdi prav, da imajo neko možnost se odločiti, ampak tukaj se odločiti samo na podlagi, kaj ti všeč in kaj ne. Je tako, da bi šel na splet, pa si zbiraš čevlje, te so mi všeč, te pa ne. Vem, da so to zelo, zdaj govorim zelo grobo, banalno, ampak razmišljati z vidika odnosa
kaj pomeni sprejeti eno tako spremembo v svojem življenju in živeti naprej, a videti življenje. Jaz mislim, da na tak način, s takim pogledom, da bi lahko bile mogoče kakšne odločitve lažje. Da se pusti neka pretočnost. Ja, da se pusti odprtost, pač kaj lahko zdaj, kaj me zdaj, na primer, ta trenutek ovira. To je tako, kot če mogoče hudo zboliš, pa razmišljaš, kako boš ti v bistvu nekaj nemogljen, pa ne vem kaj. Pa se vprašaš, danes sem živ, česa danes ne zmorem, na primer, kar sem zmogel, preden sem zvedel za neko diagnozo. Česa zdaj, danes ne zmorem narediti. Pa ugotoviš, da v bistvu lahko delaš skoraj vse normalno, samo pač obremenjen si z ničim. In to je enako z nosečnostjo, ne vem, kaj mi danes manjka, kaj otrok rabi. Ne se obremenjevati, na primer, ne vem, 5 let star otrok rabi druge stvari kot dojenček 5 mesecev star. Tako da se naprej, za naprej 10 let sekirati pa razmišljati, kaj vse bi mogel imeti pripravljeno, vse boš pripravil, vse boš pripravil, ker boš imel ta čas. Jaz mislim, da s tem razmislikom bi bile kakšne stvari lažje. So seveda lahko resni problemi. Tudi jaz sem bila zelo v bistvu v takih situaciji, ko sem se težko odločila, ampak že to, da zdaj danes govorim na glas o moji nosečnosti, mi ni problem. Jaz vem, kako težko bi mi bilo in da bi bilo čisto drugačen občutek zdaj, če bi me nekdo vprašal o nosečnosti, če bi pač se odločila takrat drugače. Torej, v bistvu, ko je taka stiska, se ustaviti, se umiriti, se povezati sam s sabo. Ja. Zato, da lahko sploh najdeš resnične odgovore, ki so že zapisani v tvojem srcu. Jaz mislim, da tukaj ni neke take teoretične, da bi zdaj naredil pluske, pa minuske, pa bi potem enostavno ni statističnega mehanizma, kjer bi lahko ovrednotil, kaj bi bilo zdaj prav. Mene je bilo to groza, a ne zdaj pluske pa minuske naredim, pa to preštejem, ali na kakšen način se zdaj odločam, kaj bo zdaj prevagalo, kjer informacija je, ali pa kjer podatek, ali pa kjer dejstvo je zdaj težje od drugega, na primer. Te stvari so izredno težke. In včasih ti partner ne more čisto najbolj priskočiti na pomoč, ker tudi on je v nekih svojih čustvenih ali stiskah ali kakorkoli skrbeh. Tako da tukaj se mi zdi za žensko pomembno, da izrazi svoje mnenje. Pač tako je stanje in jaz si želim to zase in za svojega otroka. In ko iz suverenega, bom rekla, enega takega mnenja, ne take suverene drže, nastopi na ven, potem se tudi ostali kar hiter postrojijo, tako kot je prav. Sem prepričana. Hvala, Maja, za spodbudne besede. Hvala, da si prišla, da si podelila, da res pogumno deliš svojo zgodbo o stiski in o zmagi življenja. In želim vaši celi družini res veliko veselja, tudi v novi službi, ki te čaka, pa tudi, da bi še naprej to, ko si velikokrat omenjala te odnose, da bi ostali povezani v ljubezni, ker je ljubezen tista, ki res premaga na koncu, tudi ovire, ki se pojavijo na poti. Hvala ti. Hvala za tebi. Hvala vsem donatorjem in podpornikom, ki nam s svojim darom omogočate kvalitetno delo. Brez vas, našega poslanstva, osveščanja in pomoči nosečnicam in družinam v stiski, ne bi zmogli delati v tako velikem obsegu. Hvala vam. Toplo vabljeni, da po svojih močeh darujete za nosečnice in družine v stiski, katerim bo zbrani denar v celoti namenjen. Podatki za nakazilo so izpisani na ekranu, lahko pa nas pokličete na katero izmed spodnjih telefonskih številk in vam bomo na dom poslali položnico. Hvala za vaš dar.